Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi oddaji DM Live v letu 2026. Kot radi rečejo, novo leto prinese nove začetke, pa tudi novoletne zaobljube. No, tudi v oddaji DM Live smo si zadali vsaj eno in ta je, da vas bomo v tem letu še bolj razvajali z lepimi ugodnostmi in z lepimi nagradami, pa seveda tudi z zanimivimi vsebinami iz sveta DM. Današnja prva oddaja v letu 2026 pa bo nekako potekala v duhu DM-ove kampanje Vedno ugodno, ki nas nagovarja k pametnim nakupom, kjer pa seveda ne delamo kompromisov pri kvaliteti izdelkov. Danes z mano tudi čudovita gostja. Jaz si upam reči, da jo zagotovo poznate, mogoče preko glasbe, mogoče preko televizorjev, mogoče celo preko njenih vrhunskih predstav. Je mama, je podjetnica, je umetnica, pa najbrž še marsikaj drugega. Rebeka Dremelj, živjo! Dober večer! Zdaj sem čakala, da šekla multipraktik. Ker to je pa tako zlajno na že fraza, veš. Si že to slišala? Ja, to pa sem že res neštetokrat slišala. Ampak dejansko, da si pa mama, podjetnica, umetnica, to sem pa prav povedala. Samo ne vem, če je bilo v pravilnem vrstnem redu. Bi si recimo ga postavila? Mislim, rekla bi ja, da sem v prvi vrsti mama, čeprav veš kaj, v show biznisu. Mislim, jaz sem predvsem zelo predana mama. Kar se tiče show biznisa, pa vemo, da recimo, ne vem, ta teden je zdaj prišel glih en tak teden, ker ne morem glih reči, da sem kaj veliko od mame, no, zaradi tega, ker ta teden imam res popolnoma na glavo in mi je nekako skoraj da veseli december in sem bolj po telefonu mama. No, ampak z dobro organizacijo. Kontroliram situacijo, to. To je pomembno, ne? Pa diktiram. Ampak, se strinjaš, da je organizacija tukaj zelo pomembna? O organizaciji bomo danes še kakšno rekli tudi v nadaljevanju. Mislim, organizacija je absolutno ključnega pomena. Jaz brez svojega organiziranega urnika sem prepričana, da ne bi nikakor zvozila dneva, tedna in leta tako, kot ga zvozim. Jaz sem zelo zorganiziran človek, zelo imam jasno postavljena navodila skozi dan, kako moram določene stvari speljati, zato da speljem vse. Med drugim tudi, veš, grem recimo, kadar imam predstave, gremo ob 2 popoldne, pol 2 popoldne od doma, do takrat moram odgovoriti na vse maile, vmes še skuhati kosilo, skratka milijon enih stvari narediti, tako da brez organizacije se mi zdi, da človek zelo hitro lahko zabluzi, ne? Kako si pa kaj organizirala zadnji dan lanskega leta, novo leto? Ja, sem slišala, da bo je tako kot ti. Dobro si organizirala to. Lej, bili smo malo z družino v Kranjski Gori, uživali malo na Avsenikih. Moramo priznati, da je to bil eden izmed redkih silvestrevskih dni, da sem bila popolnoma frejno. Ker že 25 let sem v show biznisu, oziroma mogoče še celo kako leto več. In mi res ta Silvestrova sem kar zelo dolg časa sem pela. Zdaj sem v bistvu že 2 Silvestrova zapored delala predstave tisti večer. Sicer sem bila res ob 10, pol 11 konec, ampak preden se pripeleš domov, je glih polnoči ura oziroma čez polnoči, veš. Tako je, letos sem si dala duška in je bilo super. Edino pravilno, kako je pa kaj s tvojimi novoletnimi zaobljubami? Ja, ne, sploh ne? Mislim, veš kaj, jaz nisem človek nekih ful pretiranih novoletnih zaobljub. Zaradi tega, ker jaz vem, da si zadam neko novoletno zaobljubo, potem pa sem enkrat okrog svoje ta zadnje obrnem, pa sem jo že prelomila. Ja. Tako da sem bolj človek, da recimo sproti neke stvari probam spreminjati. Če nekaj vidim, da mi ne odgovarja, ali pa da sem kje zafrknila, pol res dejansko probam takoj spremeniti. Jaz pravim vedno, da ne moreš isto delati non-stop, pa misli, da se bo kaj spremenilo. Ne? Brez spremembe ni spremembe, to je dejstvo. Tako da jaz kar sproti to rešujem stvari. Odločna, ne? Naša Rebeka, super in verjamem, da v tem stilu mi da tudi nadaljujeva današnjo oddajo. 2 taki sva zdaj tlele, tako da jaz upam, da bova kaj povedala, zakaj sva tle. Bova, ker ima res 5 vrhunskih izdelkov, ki jih morate spoznati še nekoliko bolje, verjamem, da kakšnega sicer tudi že uporabljate, ampak se veste, na začetku sem obljubila in ne, da ne bom že kar takoj prelomila novoletne zaobljube, ki sem jo dala, torej po še več ugodnostih in darilih si boste v letošnjem letu zapomnili naše oddaje DM Live
Life in torej že v prvi vam torej ponujamo res izvrstno priložnost, zato hitro v kupon center, kjer boste danes aktivirali kupone za lepe ugodnosti. Toliko jih je, da jih bom kar prebrala, vi pa lahko med tem lepo aktivirate vaše kupone, torej 30-kratne točke podarjamo na izdelke Garnier za nego obraza, 30-kratne točke tudi na losjone za telo in gele za tuširanje Afrodita, 30-kratne točke podarjamo tudi na izdelke Persil, ker vem, da so še koši perila polni od lanskega leta, no vsaj pri meni, priznam. Žal, vedno znova in znova, vsak dan posebej. Potem imamo danes tudi en gratis izdelek, DM Bio rastlinski napitek po vaši izbiri in pa 20-kratne točke na Denkmit vlažne večnamenske krpice, ki so res, tukaj bom pa rekla, multifunkcionalne. Zakaj, kako povemo v nadaljevanju. Poleg tega pa res danes tudi ogromno lepih daril, ki vas bodo, upam, da pritegnila tudi, da z nami res ostanete tekom cele oddaje, kajti vsi tisti, ki boste z nami, ste že avtomatsko v tem našem velikem žrebu, ki ga bomo nekako izvedli v roku enega tedna. Takrat bodo tudi nagrajenci znani na DM-ovi spletni strani. Darila pa enkrat darilna kartica v DM-u v vrednosti 100 evrov, trikrat darilna kartica za DM v vrednosti 50 evrov in pa 10krat darilna kartica DM v vrednosti 20 evrov. In nisem še končala, za vas imamo še 3 čudovite pakete z izdelki Garnier, ki vam bodo zagotovo polepšali začetek tega leta. Tako da, ja, ne samo, da je informativno biti v naši družbi, tudi splača se, na kar smo res zelo ponosni. Tako da držim pesti za vse vas, da se znajdete med nagrajenci. Midve sva v živo, če ne verjamete, lahko to preizkusite na način, da nama zastavite kakšno vprašanje, namreč klepetalnica je odprta. Z Rebeko bova tudi odgovorili na kakšno vprašanje, na vse tiste... S veseljem. Si pripravljena, ne? Seveda, na vsa vprašanja. Absolutno. Rekla. Po tolikih letih šov biznisa pa verjamem, da me skoraj da nič več ne more presenetiti. Rebeka, ampak veš, že jaz, če pa kaj pa res ne dvomim v tole, kar si zdaj rekla. Lahko me pa kaj vjok spravi, to me pa lahko, ne? Ampak če bojo solze sreče, kupimo tudi to. Dogovorjeno. Zdaj, midve sva se prej malo pogovarjali in nekako sem tako dojela, da si človek, ki pri nakupu vklopi tudi pamet, malo premisliš, ti je pomembno nekako, ta, kako bi rekla, razmerje cene in kvalitete. Kako ti gledaš sicer na to področje? Ne kupujem brez glavo, to zagotovo, da ne. Probam vedno, da v bistvu za čim manj probam dobiti vedno čim več, ne? In pa seveda čim večjo kvaliteto. Ko sem bila mlada, tam rečemo pri 20 letih, sem zelo gledala na to, da je mogel biti to vedno nek brand, da je to vedno mogel biti, ne vem zakaj me je to takrat tako vodilo, no. Ampak seveda zdaj na stara leta oziroma na pametna leta. To se bolj še sliši, ja. Tako sem začela zelo racionalno gledati na vse stvari. In ja, ena stvar je, vedno nakupujem za shopping seznamom, ne. Bravo. Podnujno. Zaradi tega, ker se mi zdi, da grem lahko zelo velikokrat v trgovino, pa rabim 5 stvari, pa prijem domov za 50. In se mi zdi, da tisti shopping lista je pa vedno tisto, kar dejansko res rabiš, kupiš pa mogoče še eno ali pa 2 stvari zraven. Ampak imam spisek in potem se probam tega držati. Zelo pametno in hvala, ker si nas spomnila na to, bom rekla, že staro modrost, meni tudi babi je vedno rekla, ko greš v trgovino, 2 pravila, spisek, pa nikoli lačen. Točen to, ja. Najne babice ste se družili, očitno. Očitno. Vi pa tudi upam, da se danes družite skupaj z nama, obljubljava, da se bomo še malo nasmejali danes tekom tele oddaje, predvsem pa, da bomo spoznali super izdelke. Jaz predlagam, Rebeka, da začneva s prvim, ki je en tak, jaz bom kar rekla, must have izdelek. Sploh mislim, da ste ga sigurno že, večina vas, ki nas zdaj spremlja, ga je že imela priložnost in možnost uporabiti. To je Garnier micelarna voda za občutljivo kožo, izdelek, ki je res uporaben zjutraj, zvečer, pa še včasih tekom dneva, recimo, se ga splača. Jaz povem iz prve roke, da zelo dobro očisti make-up. Jaz sem načeloma tip človeka, ki res nikoli, ne glede na to, ob kateri uri prijem domov, nisem mi še moglo zgoditi, da bi šla za make-upom spat. Enostavno se mi zdi, da je to res nujno potrebno, da si očistiš kožo. In jaz si ponavadi ta-prvo pod tušem malo z neko peno, ampak vedno, ko si obraz umijem oziroma obrišem obrisačo, se vedno pač še tisti puder pa to pozna. Jaz namreč nosim na vseh teh predstavah, pa seveda tudi na glasbenih nastopih,
pač Vemo, močen ja. make-up, ne. Ja. Ja. Zato, da te oddaleč vidijo lepega, a veš. No, pa gledališki make-up je pa še sploh specifičen, ne, v tem oziru. Je Ja, pa veš še kaj, sploh te luči močnejši. zelo poberejo in Ja. potem si zelo na hitro, kljub temu, da si fejs našminkan, ker se ti v špegu pogledaš, se ti zdi, da bi si lahko kar špohtlom dol ta puder dajal, ampak že iz prve vrste zgledaš zelo nenašminkan. Tako da zaradi tega se mi zdi ta gledališki make-up tukaj močen. No. In jaz vedno znova in znova uporabljam micelarno vodo za finalno čiščenje obraza. Kar pomeni, da dam na te vatirane vatke, ne? Ja. In potem pač do čistega seveda čistim. Tako da znam zelo velikokrat kar veliko vatk porabiti, ampak ja, glej, dokler vatka ni bela, obraz ni čisti. Točno to in tako je en tak dober tester, ne, je v bistvu ta vatka, ne, do tistega trenutka, ko ne potegnemo in ni vatka bela, to se pravi, še naša koža nekaj zadržuje. Ampak tale micelarna voda, če lahko povem, jaz sem jo sprobala, ful dobro čisti tudi vodoodporno maskaro. Pa tudi šminko pa predvidevamo, ne? Šminko itak, to ni problema sploh, ampak jaz sem vedno imela težave pri vodoodpornih maskarah. Jaz sem pa rdeči šminki. A res? Ja, včasih se mi zdi, da tudi recimo, ko greš z micelarno, ne prav to dotično, ne, da si jo prej razmažeš, kot dejansko obrišeš dol, ne? A ja, ne vem, meni se to ne dogaja. Okay. No, ne vem, ampak ne nosim pa neke fulune. Dobro, zdaj mogoče, če bi imela uno šminko, ki se ful zažeje noter, mogoče, ja, ne vem, ampak nimam teh izkušenj. No. V glavnem te pri vsej tej tvoji, bom rekla, rutini čiščenja kože tole pride zelo prav, ne? Zelo, zelo, zelo. Sploh pa mi je tale všeč, ker je veliko pakiranje, to je 700 ml. Res je, res je. Tole je za koliko časa, srca, bi rekla Rebeka? Ja, ne, je. Kaj pa, če deliš s hčerko? In to tole verjetno že kaj rab? Ne, jaz ne delim, ona kar vzame, to ni dovoljenje deljenja, veš, to je pač prisvojitev, bi temu rekli. Sharing is caring. Ja. Mislim, tole bom jaz po moje imela za ene... 3 mesece. 3 mesece. Mogoče še celo kaj več. No, pa če je to Rebeka, ne, ki je dejansko v takšnem biznisu, da res, ne, pač, kot smo že prej slišali, pač rab šminko. Ženske, ki nosijo dnevni make-up, imajo to za pol leta 100%. Sigurno. Ja. Kaj pa, če se gre recimo na letalo, pa je tole treba vzeti s sabo, pa pretočimo? Ne, tole ne, to potem pretočiš, ne? Ampak je super, zato ker je veliko pakiranje, pa ti doma še vedno ostane. Ne? To je res. Ker najhujše je to, ker tiste, ki so mečkane, pa tu pretočiš, pa doma nič ne ostane, pa so pa tečni. Ne? Res je, čeprav imajo pa v DM-u tudi letalsko verzijo, torej pakongo, ja, tako da kot vam je lažje, ali pa če si pač pretočite v neko manjšo pakongo. V glavnem vse se da, če se hoče, v vsakem primeru pa tole idealna rešitev tudi za tiste, ki imate mogoče bolj suho, razdraženo kožo. Primerna je namreč tale micelarna voda, torej tudi za ljudi z občutljivo kožo, tako da ne bi smeli biti nobenega draženja, prav tako, če si boste čistili predel oči, to lahko pa, mislim, da kar obedno. Ja, mislim, jaz z prve roke povem, da očisti. Res, lepo očisti, zelo lepo očisti. In potem greste lepo spati, ne, z očiščeno, svežo kožo, da se lahko človek potem zjutraj lepo prebudi. Da se vas lahko zjutraj ustrašim. Sam ne vem, poslušaj Rebeka, ne vem, če jaz bi se bolj ustrašila, ne, dobro, nos brez make-upa, ali še da imaš z make-upom, no, jutranjim, ja. Kakorkoli. To je res. Ko je koža očiščena, si koža zasluži tudi nego in dodatno hidracijo. Losjon za telo, Hyaluron Afrodita, kot že samo ime pove, vsebuje hialuronsko kislino, ki jo mogoče mnogi sicer povezujemo z nego naše obrazne kože, ampak vsi vemo, da je koža pač povsod. Tako da, ne, hyaluron, koža je naš največji organ, ne, to je seveda treba upoštevati in skrbeti zanj. Meni se zdi, da zdaj v teh zimskih dneh, da je sploh zelo pomembno, da si kožo malo negujemo, zaradi tega, ker se veš, ta suh zrak, pa to jaz imam po celi bajti vlažilce, tudi zaradi, jaz recimo suh zrak, ki je mimo grede tukaj jezdala trenutno v studiu, jaz čutim pri tem, da to delam, ne, z grlom. Se mi zdi, da imam grlo suho in potem non-stop bi to lahko delala. Tako da imam tudi kožo, ponavadi jaz po zimi dokaj suho. Ima pa moja starejša hči pa Sandi, mož, ona dva imata pa zelo težave z suho kožo. No. Tako da pri nas smo se kar navadili, da se po vsakem tuširanju namažemo z body milkom. Odlično in tale Afroditin vam je bil zagotovo všeč tudi zaradi vonja, če smem dodati, zelo prijetno diši. Vem, jaz sem ga sprobala, jaz sem to vse sprobala, tako da ne rabim jaz to več vohati, lahko ti pa povem, kam je pri tem izdelku najbolj všeč. To, da se zelo hitro upije. Ga dam, ti dam na roko. Prosim. Okay. Veš, kaj je finta? Jaz ne maram, zdaj sem ti pa malo preveč dala. Jaz ne maram
Kam bom to zdaj? Tlega postavim. Kar tukaj laga, da ja. Jaz ne maram teh body milkov, ker se potem tista bela barva kar vleče, pa vleče. A veš, Ja, vem. To res, lej, evo, veš, ni več. Lej. Res je super. Ne? In tako zelo lepo je upojno in lej, meni je the best. Res zelo Lepo prijeten diši von. Skratka, kako se boste namazali s tem mlekom? Namazala, ne? Ja, lahko si še malo komolce, ne? Komolci so ponavadi zelo suhi. Čudi si ti te težave, da ste malo videli. Mislim, se najraje Se pa zdaj malo umazili. A veš, ne, to so pa pač prednosti te naše službe. Veš, jaz imam v predstavi en stavek, oprosti, čuj si se pa namastila, kot kak tak odojk, preden ga damo v peko. No, to po tej kremi ne boste mogli reči, zato ker se boste lahko takoj po tej, ko se boste namazili in namazali, tudi takoj oblekli. Tako. Upije se, Takoj se prijetno upije, ja. diši, ima moj ja, ima tudi tvoj ja. Ja, absolutno. Pa ful lepo diši. Res lepo. To zapravo, če bi zdaj rekla, kaj ti je najbolj pomembno pri losjonu za telo, kaj bi izpostavila od vseh teh stvari, ki si jih zdaj naštela? Mislim, dobro, prva stvar, da lepo diši. Dobro? Druga stvar pa to, da se hitro upije. Ampak da je vlažilen. Ker nekateri se zelo hitro upijajo in imaš potem suho kožo. Ja. Mislim, nimaš ti suhe, zaradi tega, ker je koža zagotovo hidrirana, ker si ga ti gor daš. Ampak jaz nimam rada tega, da me koža, da jo vlečeš. Razumeš? Rada imam to malo, da se pozna ta elastičnost. Ne znam ti opisati pravilno strokovno. Vem, kaj misliš. Ampak upam, da veš, kaj mislim. Vem, kaj misliš in tudi mogoče bom jaz še vam zdaj probala eno stvar reči, ker mnogi si želimo ta nahranjen občutek kože, ampak ne pa, da je koža navlažena z nečim, kar ima tudi olje, ne? Ker tisto ponavadi zna recimo stati še kakšna plast gor. Pri losjonu za telo Hyaluron Afrodita imate občutek, da je šlo za globinsko hidracijo vaše kože, ampak hkrati pa ni tistega oljnega občutka na koncu, ampak gre za to, da se res vse skupaj zelo lepo upije in še hkrati zelo prijetno diši, tako da super. Zdaj recimo, če ti naju pogledaš, ne? Midve se še kar svetva, ampak jaz recimo nisem nič zdaj več masna. Nisi masna kaj? Nisem, jaz sem se sam po dlaneh namazala. Ja. Pri tebi se še lep živiti, ker si se še malo gor više po roki namazala. Pa ful lepo diši, res. Ne, von je res zelo prijeten, pa ne še enkrat spomnim 30-kratne točke na vse izdelke Afrodita, torej na losjone za telo in na gele za tuširanje, tako da to je res lepa ugodnost. Še spomnim, mogoče, če je kdo danes prvič z nami, ves čas najnega pogovora ste verjetno že opazili, v spodnji orodni vrstici se prikazujejo izdelki, o katerih z Rebeko klepetava. Če boste kliknili na izdelek, to pomeni, da ga enostavno pospravite v vašo nakupovalno košarico, tako da pred zaključkom lahko pa samo še aktivirajte kupone in ja, to je to. Pa držimo pesti tudi, da se znajdete med temi srečnimi dobitniki en kup enih nagrad bomo podelili, kot ste lahko slišali, tako da darilne kartice! Darile! Tako. Rebeka, zdaj sva se namazilili, odstranili sva ličila, kam bova sedaj zavili? Imaš kako idejo? Ja, kam pa, zdaj ponavadi, ker človek za sebe skrbi, pol ga pa nasrka, ne? Tako da najverjetneje va pa prale zdaj, ne? Ja, malo pa bova, a ti še kaj od 2,25 ostalo koša, pa pravic povej. Imaš še kaj, a si bila pridna, si sprot prala? Ne, ni mi to, ne, od lanskega leta, ne, to mi ni. Ne, pa, lej, ipak imam 2 otroka, ker to je treba na dnevni bazi prati. Ne, to mi ni, ampak imam pa non-stop kupe perila, ki se ga ne znebim. Jaz ne vem, kaj jaz narobe delam, ampak vsak dan perem in vsak dan je isto skoraj da perila. Jaz sploh ne morem nikoli pogledati v pralnico, da imam prazno košaro. Jaz ne vem, kako je to možno, kako neke ženske to uspejo, jaz ne uspem. A veš, da nam je ena od naših gosti, in to ravno v decembrski ali novembrski oddaji, povedala, da moramo na to gledati kot na nek cikličen dogodek v našem življenju. Jaz imam teh cikličnih dogodkov zelo veliko, tako da fino, še en cikl. Super! Jaz sem se potrudila te malo potolačiti, ampak očitno ne gre. Ampak, lej. Imamo pa dober pralni prah, to pa res. Kar je pa vseeno, lažje se potem spoprijeti z goro perila, če vemo, da imamo nekoga na naši strani. Ja, to je res. Pralni prašek Universal Deep Clean za 23 frank, tukaj pred nama torej nekako to manjše pakiranje, ki je idealno tudi, recimo, če se kam odpravljamo, pa vemo, da bomo tam dlje časa in da bomo potrebovali učinkovit, nežen, hkrati zanesljiv in močen detergent oziroma prašek, ki bo poskrbel za najtrdovratnejše madeže, hkrati pa nam bo omogočal tudi pranje pri nizkih temperaturah, kar nam ta izdelek zagotovo nudi, tudi pri temperaturi 20 stopinj ga torej lahko uporabljate uspešno in z njim odstranite tudi tiste najbolj trdovratne madeže. Se ti vedno poglobiš v to, kako pravilno oprati kakšno oblačilo? Ti je to pomembno, Rebeka? A veš, da se? Ja.
Res se, jaz zelo rada, ne seveda, dobro, normalno, da pridejo čisto perilo iz pralnega stroja, ampak res imam rada, da se ohranijo barve. Meni je tako pomembno, da sploh te nekaj, recimo, ne vem, moja mlajša hči Sija, ona ima zelo rada te puloverje z vsemi temi slikicami in to. Meni je to tako pomembno, da so te slikice še vedno lepe. In se res trudim prati, da ne dobim potem neke cote ven. Jaz sem recimo, če dovoliš, če lahko povem, imam 10 let sem bila stara, ker mi je moja pokojna babica iz Nemčije prinesla en Disneyev pulover, Miki Miška je bila gor in zdaj moja Sija nosi ta pulover. In ta pulover, se pravi, to je skoraj 40 let star pulover, skoraj sem rekla, poudarek na skoraj, ja, ste razumeli? Skoraj 40, ja, ne še 40, ja, da ne okjera narobe, kje je skalkulirala, okej? No, samo da se razumemo. Zdaj vemo, ne? Približno 40, ne pa še 40. Ja? Ja, v glavnem in se mi zdi, da se je očitno ta pulover res tukaj lepo prav, ker verjameš ali ne, ta pulover ima še danes slikco gor, identično, točno takšna, kot je bila. Res. In ga ful rada nosi in ga ful čuva. Tako da se mi zdi, da je zelo pomemben. Dober detergent oziroma dober pralni prah. Jaz vedno perem s pralnim praškom. Zakaj? Ne vem, ne znam ti odgovoriti, ampak enostavno sem se navadila. Moja mama je prala skozi s pralnim praškom. Jaz se še spomnim, ker sem bila mala, ker so bile vedno tisti kupi, tiste škatle, pa pol tista zajemovka, ali kako se temu reče. A veš, kaj si ja, vem. Ja, in jaz zdaj to v bistvu isto delam. Se spomniš, včasih je bil še kakšen radio not zapakiran ali pa kaj. A veš, kaj so nam včasih dajali pralne praške? Ja, vem, da je bilo. Jaz se ne spomnim zdaj, ne morem se spomnim, če smo mi kaj to kdaj dobili. Ampak ja, no, tako da se mi zdi ful pomembno, da je dober pralni prašek in pa da v bistvu lahko take stvari dejansko res opereš na 30 stopinj, pa da veš, da si oprav. Zdaj, absolutno. In tudi glede na to tvojo izkušnjo s tem puloverjem bi rekla, jaz mirne duše, da ti očitno na tem področju delaš nekaj prav, ne? Mislim, ja, je ful pomembno, res, mislim, se poglobim v pranje perila. Je pa res, da jaz ne mešam ful barv, no. Mešam kako, ne vem, roza, rdečo, oranžno, to mešam, pa ne vem, zeleno, pa svetlo modro, pa tako, to tudi kaj mešam, ampak recimo ne bom pa dala, vem, da mnoge dajo roza pa zeleno skupaj prati, to pa jaz kar ne dam, ne vem zakaj. Mogoče vam pa zato skupaj perila doma. Nisem hotela reči, ampak ne, sej si sama prišla do odgovora. Lističi za lovljenje barv, jih uporabljaš? Uporabljam. To se mi pa zdi genialna pogruntavščina in tisti, ki mislite, da ne deluje, dejte to enkrat not, pa pogledajte pol te listke po pranju, pa boste videli, da zelo dobro deluje. Vsako pranje uporabljam listke. No, v glavnem, od Rebeke, kar se tiče pranja, bi se človek res lahko marsikaj naučil. No, ne bilo. Si sicer racionalna pri izbiri pralnega praška, se ti zdi, da je to eno področje, kjer se splača biti, glede na to, da res pač peremo ciklično? Ja, mislim, a veš kaj, včasih se zgodi, da, ne vem, dobiš kakšen pralni prašek veliko ceneje, pa se ti zdi, super, zdaj pa tega kupa, na koncu pa vidiš, da moja babica, ki sva bile prej pri babicah, bi rekla, iz Finferja drobiš. Se pravi, nič nis naredil. Malo denarja, malo muske. Malo denarja, malo muske, tako da se veliko bolj splača kupiti nekaj kvalitetnega, pa dejansko res dobro oprati, kot pa gledati na vsak cent, ker na koncu ni glasbe, ta pravi. Kar praktična, tale naša Rebeka, bi človek rekel. Zato pa imam zdaj tukaj še en zelo praktičen izdelek. No, zato pa nekaj, kar imam jaz. Mislim, se všlak še kaj tudi danes povedala, ampak... Ne, ker vem, da je tole pa tvoj priljubljen in omiljen. Vse je tudi moj, ampak ti si danes gostja, tako da lej, Denkmeat, večnamenske, multifunkcionalne, vlažilne krpice, za v avto, za doma, za v službo, za napotovanje. Mislim, imenujte in potrebujete jih, točno tam jih potrebujete, prav imate. Zdaj, ne vem, če vidite, jaz pa Rebeka sva te krpice prej že mačke načele, ker so malo pobrisale tale naš pult, ampak jaz predlagam, da ga še enkrat, če ne drugega, ne da ne bi bil zdaj čista, ne, ampak tako lepo diši, ko to lepo briševa. Neverjetno lepo dišijo. A ni, no? Misliš, tako lepo diši, ko Rebeka pobriše. Ja, dobro ti grejo. Ker sem jim prej brisala in zdaj, ti si sam komando dala, ne? Lej, komanda mora biti pa tudi če slaba. Veš, kako pravijo. Ja, v glavnem, jaz imam tele krpice, to pa res, to pa povsod. Jaz imam 2 mačka. Maine Coona, ameriška divja mačka. To sta taka. In zjutraj prvo, ko se zbudim zjutraj, pred kavo, prisežem sesalco roke, sesat. Potem pa, ko spim, jaz ne vem, kje ta 2 mačka sta. Seveda sta skozi samo noter, se to sta čista hišna mačka. Ampak vseeno, jaz nisem tip človeka, ki bo mačka na pultu gledala, ne?
Ampak, glej, po noč, kaj se dogaja, ne morem vedeti, ne. Tako da prva stvar, vlažilne krpice, pobrisati pult, pobrisati mizo in tako da, ja. 50 jih je v tem pakiranju. Jaz imam to za 2 dni. Ja, ne, mislim, sej, če hočemo imeti čisto, pa če jih res uporabljamo pridno in redno, ne, potem je to kar logičen odgovor. Ampak jih pa recimo na dnevni bazi, pa 5 jih pa zagotovo uporabim. Ja, verjamem. Ja. A si jih mogoče kdaj preizkusila tudi v avtu? V avtu ja? tudi. V avtu sicer dobro, to preizkuša bolj Sandi, ker nekje pa pač lahko preizkuša tudi, ne. Tako da jaz za avto moram priznati, da nisem tako zelo, kako bi človek rekel, pedantna. Poleg tega tam malo non-stop vozim v avtu, pa dobro, starejša hči, takrat tako, ona že tako velika, da je vse jasno. Ampak ta mala pa to z nogami malo brca, levo, desno, veš, to zna biti umazano. Tako da v bistvu s temi krpicami lahko tudi avto sedeš, kamot spucaš. Sem ga že tudi. Super. Jedla sem bobi palčke z arašidovim nadevom. In mi je arašidov nadev padel ven in je bil sedež umazan. In sem s temi krpicami spucala tisto, kar je bilo umazano. Mimogrede, 2 hčerki, ju že kaj navajaš, ti že kaj pomagate pri hišnih opravilih? No jo, jaz kar ponavadi naredim nekšen spisek in recimo danes veste, da morate zložiti perilo. Zelo veliko krat podam tudi tole krpice v roko, pa rečem, gremo spucati prah. Gremo, ne vem, jaz recimo tudi WC školjko oziroma pokrov od WC školjke čistim s temi krpicami. Super. Pa pač od zadaj, ko se pravi, pa to. Noter ne, ampak vse to, kar je pa okrog, pa ja. In mi je super. In naj še spomnim, 20-kratne točke na te večnamenske Denkmit vlažilne krpice, ki jih dobite tudi v različnih vonjavah. Meni recimo je zelo všeč granatno jabolko. To so tiste rdeče. Ja, ta je pa najbolj tak univerzalen. Ta von po čistem, a ni tako? Ja, ampak je von po tem prijetnem čistem. Jaz ne maram vonja po alkoholu, potem malo, ali pa ne vem, ker so določene krpice, ki tudi po kisu malo smrdijo. Meni to ni. To mora biti tista svežina. Res ne znam opisati, kakšna je to svežina, ampak pravno res tak parfumski von. Po moje govorimo zdaj kar o istih stvareh in predvsem res, če ste mogoče že razmišljali, da bi jih preizkusili, evo zdaj je res taka fajn priložnost. To sem ne, zdaj sem enih dati v košarco, ne? To pa res brez veze. Ena ni nobena. Mislim, če jih boste preizkušali, prvič mogoče, da vse vonje, ki so na voljo. A ja, to lahko, ampak ne pa samo mene, ker to brez veze, ker se bojo navadili na to in bojo začeli pucati s tem. Eno vprašanje. Zdaj sem hotela poskusiti tale soji napitek DMB, pa se mi zdi, da je bil že odprt. Ne vem, se meni sem... Ne, samo zdi se ti. Kaj pa je bilo? To je DM nekim narobe poslal. Ne vem, mi zdaj že 4 sezone sodelujemo, pa nikoli še ni bilo nič narobe. Jaz pijem vedno, priznam, jaz pijem vedno samo kavo z rastlinskim mlekom, oziroma pravilno se reče rastlinski napitek, se opravičujem, ampak jaz bom kar govorila tako, kot jaz govorim doma z rastlinskim mlekom. Normalno mleko mi nekako ne odgovarja in potem sva začela s Sandijem oba kavo piti, enkrat z sojenim, drugič z riževim in tako. Tudi mandeljevo uporabljava. In zdaj sem si tamle kavico skuhala, ne? In niste imeli, in sem mogla, razumeš? Mislim, glede na to, da ti to dobro poznaš, zdaj bom še jaz poskusila, to kaj pretresen, kako je postopek? Malo pretresi, zaradi tega, da se ta usedlina malo, no, lahko mečkam bolj, ampak dobro, no, pa ne pošpricaš se recimo, ker ravno kar si se pošpricala. Upam, da se ne vidi, sicer pa mava še slabih 5 minut oddaje, tako da bo že zdržal. Von zelo neutralen zaenkrat, tako da vidimo, kako je še z okusom, se jim pa zdi, da je kar gostlad, takole, ko človek pogleda. Meni je všeč to, da je gosti, zaradi tega, ker res imam zelo rada, ko si kavo naredim, če je bela kava, da je bela kava. A veš, zdaj pa, če je ful redki, zdaj si se odločila, da boš še polila? Ne, hodila sem pokazati, koliko je gostlad, ampak ja, držim pestino, ker ni še koncu dajem. Evo, zdaj se bo pa lepo videlo. Tako, ja. Takole, se vidi ta gostlatost tukaj noter. V glavnem, imaš občutek, da ni to kar ena voda obarvana, no? Ne, ni obarvana voda, ma kak je, pa daj probi. Vse je tudi okus zelo dober. Pa ni sladki, to mi je všeč. Neutralno, ampak ja, ker recimo sploh se mi zdi, da riževi znajo biti malo sladki na koncu, ne? Tale pa zelo
Lepo, da si samo en kozarc prinesla, res lepo od tebe. Moram Ja, glej, priznati. ti si svojo dozo že tam naprej porabila, tako da... Glej, ampak vemo za naslednjič, Rebeka, lahko pa tudi kar stetra paka, če ti nekaj, malo te hecam, ampak tole je pa nekaj, kar bo šlo pa naslednjič z mano v nakupovalno košarico, oziroma ne bo šlo naslednjič, bo šlo že kar danes, ker je tole ta gratis izdelek, ki ga dobite ob aktivaciji kuponov, tako da absolutno se vam to splača narediti. To je tudi idealna priložnost, da se mogoče, če še niste, preizkusi tale napitek DM Bio. Več različnih vrst ga imajo, mi torej danes govorimo o sojinem, ki se je zaenkrat, no vsaj, kar se tiče mene pa Rebeke, zelo izkazal. Mislim, mi kot družina spijemo recimo na tedenski bazi zagotovo 6 litrov takega mleka in pa na 14 dni mogoče 1 liter mleka, pa še to se mi zdi, da sem preveč rekla. Dobar. Mislim, kravljega, ne? Ja. To se pravi, ko pa izbiraš ti rastlinski napitek, a se vedno odločiš za sojin napitek? Ne, se ti pravim, imam različno. Imam mandeljevo, riževo ali pa sojino. Odvisno pač od trenutnega navdiha. Drugače pa nimam nekega, da bi rekla, kater mi je najbolj všeč. V bistvu mi je praktično vse, katerega pijem. Ampak je pa res, da je sojin bolj gosti kot rižev. Rižev je malo bolj podoben obarvani vodi. Malo sladek, ni tako malo sladek na koncu? Mečken je, ja. Pa mandeljevo je tudi veliko bolj gosta kot rižev. Rižev je najbolj tako voden. A si speniš kdaj to? Ne da se dobro speniti. Ne. Zdaj kar ulijemo sam lepo noter. Ulijemo, ja. Odlično, hvala lepa. Mogoče pa jutri preizkusim kavico s tem napitkom. Boš videla, sploh ni razlike. Sploh ni razlike. Ni neke, veš, ljudje mislijo, ne morem se navaditi na rastlinsko mleko oziroma na rastlinski napitek zaradi tega, ker sem pač to navajen s tistim mlekom piti. 2 dni ušpila, ta 3. dan navaden. Že je slad sem začela. Vprašanje, če ti bo potem sploh normalno mleko še všeč. Res, midva sva se tako hitro navadila, da je to noro. Pa da seveda ne bo pomote, ni to samo za rečenje vašega jutranjega napitka oziroma kave, ne? Seveda, ja. Jaz to dajem tudi v smutije, recimo. Če delam smuti, sadni smuti, kadar delam, pa dam še banano noter, dam pod nujno tudi takšen rastlinski napitek. Ne delam smutije z vodo, recimo. Z mlekom pravim, pa nikoli nisem smutije delala, to mi pa ni. Pa ne vem, recimo kakve ovsene kosmiče, pa to, tudi čokolino lahko narediš s tem. Skratka, en kup enih možnosti imenujte in najbrž se bo tole, kako se eni reči tudi nadomestno mleko, ampak torej tale sojin napitek DM Bio lepo prilegal tudi vaši zamišljeni jedi. Sicer pa, kot že rečeno, izkoristite to lepo ugodnost in ga preizkusite kot gratis izdelek o predhodni unovčitvi kuponov. Rebeka, to je bil najin zadnji izdelek danes, mimogrede. A res? A sem ti rekla, da bo hitro minilo? A hitro govoriva mi dve, prehitro govorim, ne? Ne vem, tukaj sva po mojem imava to kar stično točko, tako da bi težko rekla. Meni se zdi, da govoriš z ravno pravim tempom. Dobro. No, ker ti pa malo spodbujaš to, veš, jaz imam pa občutek, da ti ne morem slediti. Ni bilo tako videti, brez skrbi. Dobro si, super si. Hvala ti. Ja, hvala enako. Da ple tole kmaj spet ponovile, lepo energijo si prenesla sem k nam v studio. In tako, naj ti bo lepo in naj ti 2026 teče gladko kot le lahko, s kakšnim uvinkom, ob katerem se boš pa kaj naučila tudi vse. Hvala lepa, hvala enako. Vse lepo tudi vsem gledalkam in gledalcem. Zdaj pa lahko ta kozarc, zdaj jaz vzamem sabo, pa ga tam operem, pa spijem, pa hvala. Če ne ti imamo tudi še kasga drugega zadati, ampak glej, smo pa eko, ne, da ne bomo... Lej, seveda. Veš kaj, jaz sem še odjavil, ti si med tem lepo tole natoč. Hvala lepa. Jaz pa vas, preden vam pa maham v slovo, še enkrat spomnim na super ugodnosti, to se pravi, od danes pa do nedelje jih imate priložnost in možnost unovčiti v aplikaciji Moj DM, torej aktivirate kupone in izkoristite 30-kratne točke na izdelke Garnier za obraz. Potem imamo tudi 30-kratne točke na losjone za telo in gele za tuširanje Afrodita. Pazite to, 30-kratne točke na izdelke Persil. Gratis DM Bio rastlinski napitek po vaši izbiri ter
20-kratne točke na Denkmit vlažne večnamenske krpice, ki vam bodo prišle prav vse povsod, tako da le preizkusite jih in pa seveda držim pesti, da se znajdete med nagrajenci, ki bodo objavljeni v roku enega tedna na DM-ovi spletni strani. Lepo se imejte do naše zadnje januarske oddaje, ki bo 27. januarja. Takrat bomo govorili o negi las po zimi, tako da še ena fajn oddaja. Ne jo zamuditi in pa lepo se imejte do takrat. Srečna ekipa. Čau! Čau!